S te otvoritvijo današnje infotočke v Mariboru in Ljubljani dobiva EPK neke fizične razsežnosti, končno nekaj oprijemljivega, kako bo šlo naprej. Vsi si seveda želimo, da bi po več kot letu intenzivnih priprav te ekipe, v kateri jaz sodelujem, in po nekaj letih celotnih priprav, da bi seveda videli rezultate. In danes je en tak dan, ko vidimo neko realno zgodbo in verjamem, da se bo od januarja naprej seveda to videlo na vsakem koraku vedno bolj in bolj in da bodo tudi ljudje seveda takrat v marsičem drugače gledali na projekt, kot so mogoče gledali v času škandalov, medijskih sporov in najrazličnejših drugih zadev okrog projekta. Ta točka bo seveda izjemno pomembna za komunikacijo Evropske prestolnice kulture z meščani, z obiskovalci. Seveda zelo zadovoljni smo, da je do te izvedbe prišlo in seveda zadovoljni tudi, da imamo v Mariboru in Ljubljani infocenter, seveda znotraj katerega se lahko seveda obiskovalci informirajo o seveda dogajanju v Evropski prestolnici kulture. Ta objekt je bil hitro realiziran, ampak hitro realiziran v resnici zaradi vseh, ki so se angažirali z vso svojo močjo. Namreč to ni enostavno izpeljati nek arhitekturni natečaj, ki je izbral to rešitev in ga potem realizirati vse skupaj v 2 mesecih, do te današnje otvoritve. Seveda bojo še nekatere prostorske umestitve v mestu, ki bodo v okviru ključa mesta v različnih teh programskih sklopih, ki pa so manj zahtevne. Mi smo dosegli že z programskimi producenti, da imamo evidentirane vse posege, ki sežejo v mesto, v javne površine. Mestna občina Maribor in vsi ostali soglasjedajalci so povedali, kaj so zahteve, česa se moramo držati, kaj je potrebno upoštevati in mesto in javni zavod Maribor 2012 so pripravljeni, da v svojem nekem terminskem planu realizirajo vse to, kar so si zastavili. Kako zelo smo Mariborčani, obiskovalci prireditev, pripravljeni na EPK? Verjamem, da smo Mariborčani taki, da smo po eni strani nagnjeni k katastrofizmu, da smo fatalisti, da mislimo, da bo vse propadlo, da smo del nekega propadajočega sveta na eni strani. Ko se pa za nekaj zagrejemo, ko se vnamemo za nekaj, smo pa izjemno entuzijastični, izjemno privrženi neki zadevi in prepričan sem, da bo ta val dogajanja v naslednjem letu potegnil ljudi za seboj, da bomo ena najboljših kulturnih prestolnic ravno zaradi atmosfere, ravno zaradi odnosa do ljudi, kajti vendarle se bo na vsakem koraku čutilo tudi nekaj človeške topline, nekaj človeške privrženosti stvari, ne pa zgolj korektnost pri organiziranju zadev. Mariborčani in Maribor se moramo pripraviti. Mi se sploh ne zavedamo, kakšna količina programov se bo izvajala čez vseh 365 oziroma malo manj, ker je otvoritev 14. januarja v Mariboru. In tu vidim grozno veliko priložnost, da boš ti spontano obiskoval kulturne prireditve.